Evropska komisija, je prišla s predlogi 3 uredb, ki, če bodo sprejete, predstavljajo tako veliko spremembo v samooskrbi s hrano in naši prehranski suverenosti, da se lahko zgodi, da čez nekaj let nič več ne bo tako, kot bi si mi želeli. Dejansko je lahko naša potencialna samooskrba izjemno ogrožena, zaradi tega na kratko si oglejte, kaj so glavne težave, potem pa res vabim, da si ogledate tudi daljšo razlago, ki je brezplačno dostopna na naslovu samooskrbni.net na blogu. Govorimo o 3 uredbah, vendar so te med seboj tako povezane, da jih je nujno gledati in brati kot celoto. Prva uredba, ki je zelo nevarna, je tista, ki se nanaša na nove pogoje, pri, trženju semen. Že zdaj morate vedeti, da je multinacionalkam uspelo, da so v zadnjem desetletju dobesedno prevzele trg semen. Danes je vsako 4. seme, iz korporacije Monsanto Bayer. Tega vi seveda ne vidite na semenski vrečki, ker, se to tam skriva pod komercialnimi imeni, recimo Royal Seeds in podobno. Še vedno je nekje 40% trga v rokah majhnih semenarskih hiš. Če bo takšna zakonodaja sprejeta, potem pa bo vstopnina v ta klub tistih, ki jim bo dovoljeno ukvarjati se s semeni, postala tako visoka in tako nedostižna, da veliko majhnih semenskih hiš bo propadlo in veliki bodo res, poceni pobrali njihove tržne deleže in njihova znanja. Uredba je navidezno do kmetov in vrtičkarjev še malo bolj prijazna kot obstoječa zakonodaja, ker dovoljuje, večje možnosti izjem pri izmenjavi in celo trženju, nezaščitenih, nepatentiranih semen. Ampak ne veselite se prehitro. Hitro se lahko zgodi, da takšna semena sploh ne bodo obstajala. Dodatna zanimivost je, da ravno slovenska stroka, ki je dajala mnenje na to uredbo, predlaga, da bi to predlagano izjemo celo omejili. Ker pravijo, da nas je preveč majhnih na specifičnem slovenskem trgu. No, na stran, perverznost takšnega predloga, večji problem je v tem, da se lahko zgodi, da mi čez nekaj let sploh ne bomo imeli kaj za izmenjevati, ker, pazite, obstaja še ena druga uredba in tista nas še najbolj skrbi. Druga uredba bi rada potihem in pod krinko drugega imena na trg pripeljala to, kar Evropejci vztrajno zavračamo že za desetletja, gensko spremenjena semena. Če nikakor ni šlo z GSO, potem so se multinacionalke domislile, da v imenu zelenega prehoda in spet potrebi po bla bla več hrane, manj lakote in podobno, nujno potrebujemo pospešiti naravne nažlahtnjenja in, spremeniti gene rastlinam, s tem, da se po novem to ne imenuje gensko spremenjeni organizmi, ampak se imenuje nove genomske tehnike. In predlog uredbe je, da bi za take rastline, pri katerih so spremenili le do 20 genov, in ker gre za spremembe, ki bi se lahko teoretično zgodile v naravi, da za taka semena, kljub temu, da bodo, gensko spremenjena, ne bo potrebno nobeno označevanje, nobeno testiranje, nobeni varnostni predpisi. Torej, ne bomo vedeli, kdaj smo kupili takšno seme, tudi kmet ne bo vedel, če ga je posejal, ne bomo vedeli, če to uživamo v obliki recimo predelanih živilskih, izdelkov. Taka uredba res predstavlja mokre sanje korporacij, ker, marsikaj seveda tudi pri teh 20, spremembah gena lahko gre v zelo, zelo napačne smeri. Strokovnjaki o tem močno opozarjajo, dajte zaradi tega pogledati tudi malo daljši posnetek, če vam ni jasno, za kaj gre. Torej, po tej novi uredbi bi se evropski trg na stežaj odprl za nove genomske tehnike. Države
jih ne bi smele prepovedati, države pa same, pazite, zdaj to je res perverzno, naj same pa poskrbijo, kako bodo zavarovale svoje ekološko kmetijstvo. Vsakemu pametnemu je jasno, da če ni oznak in če ni prepovedi, potem pa prej ali slej govorimo o kontaminacijah, ki bodo ali močno devalvirale to, kar je trenutni standard ekoloških izdelkov, ali preprosto ekološkega kmetovanja kmalu ne bo več. Dodatna stvarna nevarnost, ki jo nove tehnike prinašajo, je, da vsa nova semena, četudi bi se izkazalo, da so varna in koristna, bodo patentirana semena. In če se spomnite tistih lepih izjem, ki jih omogoča uredba o semenarstvu, te definitivno izniči uredba o genomskih tehnikah, ker ko bodo velike semenarske hiše, ki bodo držale domala cel trg, imele dovolj patentiranih semen, seveda ne bodo več na trg sploh dajala stare nepatentirane sorte. Torej, vi več ne boste mogli kupiti korenček flaki in ljubljansko ledenko in potem sami poskrbeti za svoje seme, ker teh semen preprosto več ne bo, tako kot s trga izginjajo poceni zdravila, za katere farmacija nima več dobičkonosnega interesa, da bi jih še naprej vzdrževala. Pravice, da izmenjujete semena, torej imajo smisel le pod pogojem, da jih zares znate razmnoževati in shranjevati. No, pa preštejmo se, koliko ljudi v Sloveniji to zares obvlada. Glejte, vso naše tarnanje, vsi naši poskusi, da ustavimo te uredbe, upam, da bodo rezultirali s tem, da se ta juha ne bo jedla tako vroča, kot nam jo mislijo skuhati, ampak vseeno vsakemu pametnemu je jasno, v katero smer korporativizem pelje kmetijstvo. In če ne želite biti tisti potrošnik z velikim P, ki bo jutri le odprl kljun in bo mi že pustil, da vanj pade karkoli se korporacije bodo izmislile, potem nas čaka precej več napora in precej več povezovanja, ker le na ta način bomo lahko ohranjali svojo samooskrbo, svojo prehransko suverenost in tudi svojo telesno nedotakljivost, ker danes nisem to razlagala, če boste pogledali daljši posnetek, boste videli, korporacije trenutno ne monopolizirajo le semen, temveč tudi vse, kar zraven pride, torej vsa fitofarmacevtska sredstva, vso veterino, vse genome komercialnih živali, kar pomeni, da na tisoč in en način lahko v naša telesa pripeljejo vse tisto, kar jim se bo zdelo upravičeno v njihovi sli po dobičku. Kaj lahko storimo, sprašujete? Ja, to situacijo ne bomo reševali s peticijami. Peticija na temo, ali želimo označevanje GSO, je že bila aktualna 2 leti in, verjeli ali ne, podpisalo jo je 0,1% Evropejcev. Torej, dali so jasen znak korporacijam, da je večina potrošnikov v kategoriji dol in visi, vseeno jim je, ne vidijo nobeno povezavo med semeni, svojim zdravjem in svojo energijo. Torej, dali smo jasen signal tudi Evropski komisiji, da lahko spiše takšen predlog, o katerem se zdaj pogovarjamo. Upamo, da bodo države, ki so odločno proti temu, nekako uspele saj začasno omiliti in preprečiti tako radikalne spremembe, ampak zavedati se moramo, da dolgoročno nihče ne bo delal v smeri tega, da se mi počutimo zares bolje, zares bolj svobodno, zares bolj prehransko suvereno, če mi ne mislimo mrniti prstom in narediti več. To pomeni, če boste zares želeli vedeti, kakšno hrano uživate, boste morali obvladati proces samooskrbe od semena do semena. Seveda to je veliko lažje, če združimo moči, če vsak izmed nas obvlada kakšno fazo ali semeni in ohranja le nekatere rastline. Zelo pomembna bo nadgradnja vseh oblik direktnih povezav s kmetom in partnerskega sodelovanja,
kaj bodo kmetje za nas pridelali. In tretje, kar je zelo pomembno, je, da sami poskrbimo, da čim večjo površino zavarujemo pred možnimi kontaminacijami. Do teh bo zagotovo prihajalo. In tam, kjer je povezano veliko vrtičkarjev in kmetov, in če so njihove površine nekako združene, bo veliko lažje ohranjati čistost vsega, kar bomo na teh področjih pridelovali. Če ste skregani z levim in desnim sosedom, potem nastopa, kako bi rekli, skrajni čas je, da poglihamo zamere, da se nehamo tožiti zaradi mejnikov in da skupaj postavimo mejnike korporativizmu, ki nas vse enako ogroža.